Dragi moji prijatelji, dragi prijatelji mojega moža Negovana Nemca, hvala, ker ste prišli in dobrodošli. Skulpture, ki si jih nocoj lahko ogledujemo in doživljamo, nosijo naslove kot hrepenenje, mladostna zvedavost, harmonija življenja, prebujanje, upanje. Izklesane so iz marmorja, večinoma kararskega, in ulite v bron. Dva materijala, ki ju je Negovan v zadnjem ustvarjalnem obdobju imel najraje, čeprav je oboževal tudi druge. Na začetku les, oreh, iz katerega so bila ustvarjena vsa dela iz prve samostojne razstave leta 1972, tik zatem, ko je zaključil šolanje na ljubljanski likovni akademiji. Že ta prva dela so nakazovala njegov odnos do sveta, ki je bil neizčrpen vir njegovega ustvarjalnega iskanja, ki je hodilo po svojih poteh, ne oziraje se na to, kaj je bilo v tistem trenutku modno ali inovativno. Odkrival je resnico o svetu, ki ga je sam živel. Svetu izkustva, ki je zanj bil polnopomenski. Iskal resnico, ki je utelešala pomene. Zavedal se je, da je izkustvo bistveno za dojemanje umetnine in zato je hodil svojo pot. Včasih prezrto, a tudi videno in občudovano. A to ga ni motilo. Hotel se je izpovedovati, govoriti v svojem jeziku, ki je črpal samo v njem samem. Zato je tudi njegov ciklus, ki je nastal na lastnem izkustvu potresa, ki je prizadel zahodni rob Slovenije, ostal nekako v zraku in kritiki pravzaprav niso vedeli, kam bi ga umestili. Sam je vedel. Ciklus Rušenje iz leta 1978 v Lesu in Mavcu v rdečem in črnem sporočilu govori o grozi, ko se nepripravljen srečaš s smrtjo. Govori o njegovi notranji bolečini in strahu pred neznanim, nevidenim, neobčutenim. Občutenje smrti ga je plašilo. Zato je njegova izpoved ujetih človeških delov, ki so bili kot kalup delani na živem človeškem telesu, razprla vso bolečino minevanja in odhajanja, morda tudi pozabe. Realistične, toda po živem modelu in surrealistično vizionarsko rdečo barvo poudarjene človeške dele telesa je kombiniral s hladnimi črnimi elementi. Smrt in življenje, rdeče in črno. Kot model sem bila mesece ujeta v njegova likovna in vsebinska iskanja. Ta cikel je javnosti malo znan. Dela so razstavljena v njegovem ateljeju v Biljah. Ko je ustvarjal monumentalne stenske reliefe iz železa konec 70-ih in v začetku 80-ih za novogoriške poslovne prostore, si je želel, da bi jih lahko podoživelo čim več ljudi, saj razvil je svojo tehnologijo, ki mu je omogočila, da se je železo tako vdalo pod njegovimi rokami, da je spregovorilo v njegovem prepoznavnem likovnem jeziku na način, da je dalo vidno eksistenco tistemu, kar se v vsakdanjem gledanju zdi nevidno. Ko je klesal mogočne bloke kamna iz lipiškega kamnoloma, je vanje prelil vse svoje telesne in duhovne energije, ki so nagovarjale z elementi vidnosti, svetlobo, volumnom in površino, saj so videnje, telo in svet tesno prepleteni. Globoko sporočilno je ujel tako spominjanje kot ponotranjenje, podoživetje, ki ga je razumel kot utelešenje radikalne refleksije, je ujel s celotnim telesom,
v svoje volumne, površino in obliko je vtkal lastno doživetje spomina na narodno-osvobodilni boj, na svoje ljudi, ki so se borili za svobodo in za slovenski jezik. Zadnja 3 leta svojega plodnega življenja je oživel 5 veličastnih zgodovinskih dogodkov. V Rožni dolini, Kanalu ob Soči, Novi Gorici, Šempetru pri Gorici in Kromberku. Njegovi kamni govorijo in opominjajo. Govorijo o njem in o svetu, ki nas obdaja. Sveta se je zavedal skozi medij lastnega telesa, ki je hkrati subjekt in objekt, a v njem hkrati poudaril prepletenost telesnega in duhovnega. Telo mu je bilo pomembno, od tod izhajajo vsa njegova abstrahirana videnja, ki zavibrirajo svojo površino. Ta je pri mali in srednji plastiki postala gladka, kot koža, kot spomin na dotik, na božanje. Ustvaril je površino, ki je postala živa in je nežno zapela. Kamen, njegov najljubši material, kamen njegove pokrajine. Leta 1983 je povedal: moram mu vdihniti življenje. Moj dialog s kamnom je pošten, pristen. Kamen pripravim, da mi prav nežno zapoje. Kamen in telo, telo ženske, telo matere. Tako je povedal. Simbolika ženske matere je v interpretacijah zelo različno prikazana. Sam sem vedno izluščil samo nek element, ki ponazarja, ki asocira na njeno moč, ki pravzaprav asocira življenje. Gradim na elementu prsi. Iščem trenutek. To je lepota življenja. To je tisto življenje, ki daje sok, je povedal 2 leti pred njegovim odhodom v večnost. Spoštovani, razstavljena dela so iz cikla, za katerega je leta 1997 dr. Nace Šumi zapisal. Citiram, da se je Negovan izpel kot tenkočuten oblikovalec vitalistične skulpture, ki mu slovensko kiparstvo tudi danes ne more postaviti ob bok nič podobnega. S temi kamni je daleč presegel uspehe starejše generacije, prav posebej tudi Frančiška Smrduja, pesnika ženske telesnosti. Odslej zato velja, je zapisal dr. Šumi, tudi kot poglavitni avtor erotične plastike med njimi. Čeprav je seveda treba brez odlašanja pripomniti, da je erotiko pojmoval kot vzvišeno dejanje, saj je svoje plastike do konca ovijal v površino zglajeno do visokega sijaja. Na ta način je dosegel nekakšen poduhovljen izraz, so besede dr. Naceta Šumija. Spoštovani, vsemu temu bi lahko dodala samo še to, da so ta dela izraz njegove velike ljubezni do sveta, do življenja, do družine, do ljudi, ki so ga sprejemala in tudi do tistih, ki so ga prezrli. Ljubezen je bila njegova najmočnejša ustvarjalna energija. Z ljubeznijo je tudi meni odpiral svetove in dimenzije, ki jih sama nikoli ne bi odkrila. Ko so se najine oči srečale, ko sta najini srci zatrepetali, sem bila stara 16 let in pol. Ko je odšel 33. Toda v tem kratkem obdobju mi je dal veliko, ogromno, največ, kar je lahko. 2 čudovita sinova in veliko, veliko ljubezni, ki je gonilo sveta. Razprl mi je svet umetnosti, predvsem likovne umetnosti, kiparstva. Vame je dobesedno prelil ljubezen do skulpture, do te trodimenzionalne stvaritve, ki nastane izpod kiparjevih rok, kjer je vidna njegova sled, dotik,
pritisk, kjer se misel in hotenje izkristalizirata v oblikah in sporočilu, ki nagovori srce in dušo. Saj umetnost ni konstrukcija, obrt, marljiv odnos do nekega zunanjega sveta, kot je zapisal sloviti francoski filozof Maurice Merleau-Ponty. To je v resnici neartikuliran krik, ki se zdi kot glas svetlobe. Ja, kot glas ljubezni. Hvala, dragi Darko, da si omogočil ta nocojšen večer, da smo lahko postavili in predstavili izbor negovanih del, ki jih sicer hranimo in predstavljamo v njegovem ateljeju v Biljah. Hvala sodelavcem Festivala Ljubljana, ki so s posebnim odnosom in velikim spoštovanjem pripomogli k nocojšnjemu dogodku. In na koncu hvala vam, dragi moji prijatelji, ki ste prišli in tako obudili spomin nanj. Vsakega izmed vas bi bil negovan zelo, zelo vesel in bil bi tudi hvaležen, da vas njegova dela radostijo in bogatijo. Hvala lepa. Draga Nelida, spoštovane gospe in gospodje, težko je govoriti po tako ganljivi predstavitvi del, lahko bi rekli od znotraj, ne samo od zunaj. Tudi sam si ne bi mogel želeti lepšega začetka tretje tretjine festivala. Izjemno sem počaščen, da se je Nelida odločila, da bo razstavila dela svojega soproga pri nas, tukaj v Križevniški cerkvi, ki sicer ni posvečena, vendar danes je. Tukaj imamo tudi sicer veliko stika z duhovnostjo in z glasbo. Na meni je, da to razstavo odprem, ampak mislim, da je že odprta. Uživajte v detajlih, v vsem tem, kar je Nelida povedala in seveda dobrodošli čim večkrat na Ljubljanskem festivalu. Torej, z veseljem odpiram to razstavo. Nelida, hvala lepa za dolgoletno sodelovanje. Hvala tudi vam.